V tokratni avtomobilnosti bomo na glas povedali, koliko nas avto v resnici stane. In to neprijetno resnico nekoliko omilili z napotki, kako lahko ta strošek zmanjšamo z izbiro avta, ki vrednost dobro ohranja. Spoznamo vas študenti, našimi kustosi v tehnološkem paviljonu, ocenimo pa povsem novega Hyundai i30. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Nakup avtomobila predstavlja enega največjih obremenitev za družinski proračun. In razumljivo je, da se pri nakupu novega avtomobila osredotočamo predvsem na njegovo nakupno ceno. Čeprav ta še zdaleč ne pove vsega o tem, koliko nas bo avto v resnici stal. In to smo dejansko preizkusili tudi na tehnološkem paviljonu na slovenskem avtomobilskem salonu, kjer smo postavili za primer Fiata tipa Caravan, čigar nakupna cena je bila malo pod 15 000 evri. Ampak večino ljudi ni zanimal tisti spisek potem, ki je visel na steni in ki je povedal, koliko te ta avto dejansko stane na mesec in kaj vse je treba računati, da do tega stroška prideš. V avtomobilnosti zelo natančno za vsak avto, ki ga predstavljamo v oddaji in ki ga testiramo, izračunamo tudi njegove ostale stroške. In teh ni malo. Predvsem nam pa zgolj tak natančen izračun in preračun vseh stroškov šele pokaže jasno sliko o tem, za koliko v resnici avto obremeni družinski proračun na mesec. In po denarju, ki ga Slovenci namenimo povprečno mesečno za avtomobil, smo v samem evropskem vrhu. Zato pri avtomobilnosti, če ste že opazili, v vsakem testu, ki ga objavimo, tudi izračunamo, koliko nas bo ta avto stal na mesec. In to je en takšen preračun, ki bi ga morda lahko napravili tudi za kakšen svoj avto oziroma za avto, ki ga kupujete, pa ni nujno, da je nov. To je pravzaprav izračun, ki bi ga morali napraviti pred nakupom avtomobila, ampak poglejmo, kaj pravzaprav moramo pred nakupom preračunati. To, kar računamo pri testih. Najprej določimo dve glavni zadevi, ki sta, koliko kilometrov bo voznik opravil na leto in koliko časa bo avto imel v lastništvu. Tu smo vzeli neko tako grobo slovensko povprečje 15 000 km na leto in 5 let lastništva avtomobila. Oba podatka sta izhodišče za računanje naprej. Povprečno število prevoženih kilometrov, se pravi 15 000 na leto, je podatek, ki ga potrebujemo za to, da lahko ugotovimo, kakšen bo strošek vzdrževanja avtomobila na leto. Ta strošek je predvidljiv in znan. Drug pomemben podatek, ki se prav tako veže na povprečno število prevoženih kilometrov, pa je seveda poraba goriva. Tukaj smo v avtomobilnosti zelo natančni. Za podatek ne jemljemo tovarniške povprečne porabe, ampak izmerimo svojo. In to po posebnem protokolu, o katerem smo v posebni oddaji že govorili. Na kratko. Opravimo točno določeno pot z vsakim testnim avtom. Po določenem protokolu, v katerem si pomagamo tudi z aplikacijo Drive, ki vsakega voznika izmeri, da vozi na enak način, defenzivno in seveda po hitrostnih omejitvah. Na ta način dobimo natančne podatke o tem, koliko avto porabi v mešanem ciklu, se pravi na avtocesti, pri mestni vožnji in mestni vožnji, in ta podatek je verodostojen, lahko ga preverite in lahko ga primerjate z drugimi, ki smo jih izmerili na enak način. Tretja zelo pomembna stvar pa so pnevmatike. Seveda smo všteli, da so letne že nameščene na vozilu, ko ga kupite, in da boste enkrat v tem 5-letnem obdobju jih tudi zamenjali, pa seveda kupili zimske. Uporabili oziroma v račun smo vnesli tudi premontažo in vse stroške, ki zraven tu pridejo. Moramo pa povedati tudi to, da 15 000 km pomeni določeno obrabo pnevmatik in če boste delali več, boste morali izračun temu primerno tudi prilagoditi. Pri izračunu pa vzamemo tiste pnevmatike, ki so bile med zelo priporočljivimi na testu in so še vedno najcenejše med elito. Naslednje pomembno področje je področje financiranja. Za osnovo smo vzeli 40% polog in na to izračunali vse stroške odobritve leasinga in obresti. In to so stvari, ki ne da bi na nje pozabili, ampak sploh ne razmišljamo o tem, da nam na eni strani prodajalec ponudi nekaj tisoč evrov popusta pri nakupu vozila, po drugi strani pa nam ponudi leasing oziroma financiranje v njihovi sestrski hiši. Pri tem pa avto preplačamo za nekaj tisočakov in s tem izračunom lahko točno vidimo, koliko smo v plusu oziroma bolje rečeno, smo vedno v minusu. Na to tem stroškom dodamo še vse stroške, ki si jih prilasti država. Registracija, cestnina, vinjeta.
In seveda dodamo še posebej tudi zavarovanje. Štejemo polni kasko. Da ne boste rekli, da samo kopičimo stroške in seštevamo znesek, ki raste in ki ga boste morali plačati pri nakupu avtomobila. Po 75 000 km in po 5 letih lastništva bo vaš avto še vedno imel neko določeno vrednost. In če se vrnemo k Tipotu z tehnološkega paviljona. Na začetku je stal slabih 15 000 evrov. Z vsemi stroški, ki mu pritičejo v teh 5 letih lastništva, stane 27 500 evrov. Po Eurotaxu smo ocenili, da bi po 5 letih lahko zanj dobili 7500 evrov in tako na koncu znesek oziroma strošek lastništva tega avtomobila v 5 letih znaša slabih 20 000. In če ta že tako boleč znesek prevedemo še v drugo obliko, ugotovimo, da nas ta Tipo stane na mesec 331 evrov v 60 mesecih. In zdaj poglejte reklame, v katerih obljubljajo, da boste lahko za mesečni obrok, recimo 118 ali 200 evrov, odpeljali avto, ki stane 20 ali 25 000 evrov. Ne bo šlo. Izračunati je treba torej vse. Mi pa se bomo v današnji oddaji posvetili predvsem tem, kako izračunati vrednost našega avtomobila oziroma bolje rečeno oceniti vrednost našega avtomobila po 5 letih. Saj veste, ne izgubljajo vsi enako. Na splošno se večkrat lahko sliši, prebere, da veljamo za kupce, ki se presežemo, ki pri nakupu avtomobila, tako pri novih kot pri rabljenih avtomobilih, gremo prek neke racionalne mere, ne upoštevamo recimo stroškov servisiranja ali pa stroškov tekočih vzdrževanja, ampak gledamo pri nakupu predvsem tisto prvo ceno. Slovenec, ko ga opazujemo, klasično kupuje dizel motor, 2.0 v glavnem, in večina hoče več kot zmore. Začnejo gledati preširok spekter avtomobilov in potem zmanjšujejo to vse samo na ceno. Vendar, kot gledamo, bi se moral človek, oseba, ki kupuje vozilo, vprašati, koliko bo prevozil kilometrov, kaj pravzaprav hoče, ali bo vsak vikend vozil neko robo, ker že samo različica, karavanska ali limuzinska in nekaj denarja vmes, predolg avto, medosna razdalja, milo rečeno, ni potreben, če ga ne rabiš, in slovenski kupec zelo težko da nek minimalni znesek, da bi vnaprej preveril in dobil neke okvirne parametre, da bi šel nekako samostojno prepričan v ta del posla. To se pravi, da bi vsaj okvirno vedel, kaj ga čaka, ne? Da se ne prepušča samo trgovcu. Ti nas ponavadi lovijo s popusti, a pri teh se moramo zavedati. Popust je zelo relativna stvar, ker je odvisno, kakšna je izhodiščna cena. Ne? Zdaj v zadnjem času se opaža, da je v teh individualnih razgovorih pri trgovcih nek dodatek na opremi, kot neka stimulacija. Ne? Tudi to se opaža, da je zdaj vsak nakup bolj individualen, ker tudi trgovci želijo dobiti stranko k sebi, ne, pa se potem realno pogovoriti, ne samo odgovarjati na telefone. Ni pa to kreativno, če gledamo, koliko radi ga imamo, ne? Ga imamo pa vsi radi. Ne? Ja, ampak ta popust je postal zdaj že po svoje kar že malo moteč, ne? Ker te popusti, ki bistveno odstopajo od neke cene, vse to ni več tak popust, kot da bi imel občutek, no, da si se spogajal. A zagrizimo na področje, ki ga najbolje obvladajo prav pri Eurotaxu. Napovedovanje vrednosti skozi leta in mesece uporabe. Če bomo vzeli neko vozilo 1.6 motor ali pa za neko normalno opremo, je razlika med odkupno in prodajno ceno zelo majhna, ker ga bo tudi trgovec, ki ga je vzel v ceno, ga zelo lahko prodal. Če bom kupil neko vozilo, ki mi je danes zelo všečno, ni pa v nekem povprečnem trendu, ga bom potem pri prodaji precej izgubil. Se pravi, bo razlika med prodajno in odkupno ceno večja v odstotkih gledano. A lahko posplošimo, želja je po opremi, ne? Tak avto z več opreme se hitreje proda, ne dosega pa bistveno više cene. Reče se, pomembni so kilometri, prostornina motorja in letnik. Ne omeni se zraven, recimo,
način avtomatske klimatske naprave, ali je ročna, ali je avtomatski, ali ima Bluetooth povezavo, ali nima. Nešteto nekih dodatkov je, ki se jih lahko vrednoti in imajo neko vrednost. V resnici pa se mi zdi, da največja vrednost je samo to, da je avto bolj privlačen od tistega, ki ima manj, ne pa cenovno bistveno višje. Ja, tle lahko zelo konkretno odgovorim. Mi imamo obe smeri, ker zavajamo tudi podatke o novih vozilih, obe smeri isto logiko, kakšna je oprema. Če smo zelo konkretni, varnostni elementi, bom rekel, pada vrednost bistveno počasneje, kakor pa recimo usnjeni sedeži. Ampak vsekakor je to v kriteriju. Gledano za vozilo je po kategorijah varnostna oprema, funkcionalna oprema in pa, bom rekel, luksus, kot je, dajmo reči, kožnati sedeži. Te v parih letih imajo vrednost nič, medtem ko ABS v klimi pa sploh avto ni prodavljiv. Ravno tako barva, neka bela barva je fenomen, je zelo težko prodavljiva barva in vse to poskušamo spremljati z tem opazovanjem trga. Bi vi skozi svoje kanale gledanja in spremljanja avtomobilov, ki vendarle evropski trg zajemate, lahko rekli, da je na našem trgu tistih avtomobilov, ki so kupljeni na tujih trgih, predvsem Nemčija, Italija, Francija, in imajo nizko ceno tam in so potem tukaj privlačni za prodajo, vmes se pa zgodi sprememba izpisa prevoženih kilometrov. A se vam zdi, da je teh vozil pri nas veliko in da si zatiskamo pri nakupu oči in pač želimo samo avto imeti, ne glede na to, da bode v oči, da se je nekaj moglo zgoditi? Mi smo prisiljeni v narekovajih spremljati ta uvoz, ker je Evropa in so avtomobili vse povsod, vendar eno glavnih vprašanj je, ali je možno, da je nek avto pripeljan iz tujine, dvakrat cenejši kakor tukaj. To je recimo lahko en močen opozorilo, da je nekaj z vozilom drugačno, če smem tako reči. Če gledamo v tujini, če ne kupuješ od privatne osebe, je to v glavnem so avtomobili, ki so bili nečemu namenjeni. To se pravi, bili so rentani, bili so v leasingih, bili so, skratka, dosti so voženi. In potem so, bomo rekli temu, kozmetično pripravljeni za to zadevo. In če potem narediš to primerjavo, potem ta cenovna razlika ni tako velika med tujino in doma. Če vi kupite neko vozilo, ki ima prevrten števec, če smo zelo direktni, kaj se tukaj lahko zgodi, so primeri težkih nesreč in bom rekel, potrošnik oziroma kupec, kakorkoli ga imenujemo, se ne zaveda tega, da v primeru, če se bo zgodila neka škoda, ki bo velika na cesti, bodo preverili, kaj je bilo s tem vozilom. In v tem primeru se lahko zgodi regresni zahtevek zavarovalnice, če bo stvar napačna, ker upoštevati je treba, da če dobiš vozilo, kjer si rečemo temu prevaran, so spuščeni določeni servisni intervali in te zadeve in se stvari slabe. Nekdanji šef koncerna Volkswagen Martin Winterkorn je leta 2011, ko se je s svojimi razbojniki sprehodil po frankfurtskem salonu avtomobilov, ob Hyundaiu i30 svoje sodelavce vprašal, kako da mi tega ne znamo. S to izjavo zagotovo ni mislil, da hoče nizkocenovni avtomobil, toda anekdota se zdaj nadaljuje tako, da Hyundai s svojimi reklamami za tega rdečega lepotca trdi, da gre za ljudski avto. To razumemo kot tako očiten napad na Golfa, da bolj ne bi mogel biti. Poglejmo torej, kaj ima Hyundaijev predstavnik Golfovega razreda takšnega, da si upa kljubovati prvaku. Že takoj na začetku ocenimo, da tokratni Hyundai i30 ponuja res veliko, praktično vse, kar ponuja Golf. Še celo z asistenčnimi sistemi ga dohiteva. V i30 dobite recimo tudi Cross Traffic Alert, torej opozorilo na vozila, ki prihajajo s stranske ulice. In nasploh je vse na nivoju. Materiali na sedežih, armaturki so kakovostni. Sedi se vrhunsko. Odlagališča so odlična, takoj najdeš prostor za denarnico, očala, poldrugi liter velike plastenke, predal je dovolj velik za iPad, telefon ima poseben utor, najbolje pa ga je pospraviti v predal in uporabiti CarPlay. Hvalimo prostornost in udobje.
Kar pa se vožnje tiče, je i30 izredno lahkoten in v ovinkih zelo zanesljiv. 1,4 litrski turbobencinec tudi dobro potegne, se pa vendarle nekoliko z njim nismo najbolje ujeli. V spodnjem območju vrtljajev ga je premalo, zato ga nismo uspeli voziti brez cukanja. Vsekakor bi si tudi zaradi tega želeli samodejni menjalnik. Minus pa predstavlja predvsem poraba. Od primerljivega golfovega motorja je vsaj za liter bolj žejen. Hyundai je med našim testiranjem močno vlekel poglede, zato bo zaslužna čustvena oblika, pod katero se je podpisal slavni oblikovalec Peter Schreier. A če pod seštevek plusov damo še dokaj privlačno ceno bogatejših različic, potem so pri Hyundaiu lahko prepričani, da Volkswagenovi šefi spet nadlegujejo svoje razvojnike. Toda, ali kaj sploh ostane Golfu? Ja, nekaj pa že, in to je bistveno. A kaj je to, boste razumeli šele, ko se boste iz novega ljudskega avtomobila presedli v tistega, ki je to že več kot 40 let. V nadaljevanju oddaje vam predstavimo naše kustose v tehnološkem paviljonu in arhitektko, ki nam je oblikovala našo halo ljubljanskega avtosalona. Predstavimo vam nove leteče avtomobile, ocenimo pa Peugeota 2008 z elementi slovenskega avta leta in prvo dačo s samodejnim menjalnikom. Med članki na zavihku Avtomobilnost na portalu MMC spet pišemo o novih letečih avtomobilih. Enega za leto 2020 napoveduje celo naš ajdovsko-goriški ponos Pipistrel. Sodeloval bo z Ubrom. Slovaki so medtem pokazali že zelo realistični prototip svojega aeromobila. Tudi ta naj bi svoja krila zlagal in razpenjal že leta 2020. Z letečimi vozili pa se igrajo tudi v Silicijevi dolini. Googleova šefa svoje milijarde recimo investirata v različne projekte. Larry Page v takšen hidrodron, Sergej Brin pa v kar novodobnega Zeppelina. Postopno zamenjavo svojih kurirjev pa obeta tudi Amazon, ki potem, ko je že veliko investiral v razvoj kurirskih dronov, zdaj sodeluje tudi pri razvoju samovozečih kombijev. Koncept povsem avtomatizirane dostave bi torej lahko s takšnimi vlaganji hitro zaživel. No, pišemo tudi, da se brezzračne pnevmatike selijo tudi na kolesa. V dirki za najhitrejši krog na Nürburgringu je Leonu Cupri in Meganu RS lovoriko speljala Honda. Novi Civic Type R je krog odpeljal v 7 minutah, 43 sekundah in 8 desetinkah. Tako kot Oplova Moka je Peugeot 2008 še en PSI-ov model z omejenim rokom trajanja. Zadeve se seveda spreminjajo na korporativni ravni, skupen francosko-nemški razvoj pa že kaže prve rezultate v obliki pravega malega SUV-ja, Oplovega Crosslanda in Citroena C3 Aircross. A kakorkoli, 2008 so nedavno nekoliko pomladili, nadeli so ji obraz, ki bolj spominja na masko 3008. Nam je všeč, smo pa prepričani, da pomlajen obraz še ne pomeni, da bodo kupci avto jemali kaj dosti drugače kot doslej. A tudi ni treba, kajti 2008 že ves čas ponuja veliko. Recimo velik, visok, kockast, skratka zelo uporaben prtljažnik, pa tudi pokončno sedanje v avto. Hvalimo zadnjo klop, ki ne zataji niti pri dolgih vožnjah. Skratka, z vidika potniške kabine 2008 resnično ponuja veliko več, kot bi pričakovali od avtomobila iz serije malih mestnih avtomobilov. Malo manj bo navdušen voznik, njegov delovni prostor je čist, majhen volanski obroč lepo sede v roke, a osrednji zaslon na dotik ni vzorčen primer intuitivnega upravljanja. In tu je vožnja. 2008 ni terenec, je dvignen mali karavan. A ponuja pravzaprav točno tisto, kar vsi, ki radi zahajajo v naravo, hočejo. Dvignenost tal, zaščito podvozja, za primere težjih razmer pa 2008 ne nudi štirikolesnega pogona, ampak sistem grip control. Ta motorju ne jemlje moči in tako pušča nekaj zdrsavanja, ko je to potrebno na kakem strmem makadamskem klancu. Mali trivaljni bencinski turbo je namreč zasnovan z varčevanjem v mislih, zato bi v težjih razmerah pomagal, z grip kontrolom pa voznik dobi ravno dovolj.
teh 11 vsebinskih točk, ki jih predstavljamo tukaj na tehnološkem paviljonu, je treba tudi osmisliti. Ni dovolj samo to, da smo jih predstavili, mi si želimo, da jih poznate od bliže. Zato so tukaj ti naši sodelavci, nekakšni vsebinski, tehnološki kustosi, ki v debati z vami odkrivajo podrobnosti vsake od teh točk. Ena točka je pa popolnoma njihova in ta je povezana z njihovim projektom. Gre za tekmovanje, ki v bistvu slovi po tem, da je največje študentsko tekmovanje na svetu. V bistvu, ne. Na svetu je nekje 500-600 ekip in zdaj v povprečju ekipe imajo nekje od 10 pa tudi do 80 članov. Je v osnovi v bistvu nek podaljšek avtomobilske industrije oziroma njihove kadrovske službe. Ne. Samo tekmovanje je zasnovano tako, da je čim večji pretok zagnanih inženirjev, ki imajo interes nekaj več, poleg samo študija, ne, ki se pač v praktičnih primerih naučijo se žive probleme in neprobleme. In v bistvu je cel projekt zasnovan na temu, da gre za neko pretočnost. Gre res za tak celosten projekt. Mi imamo v ekipi tudi ekonomiste, imamo tudi pravnico, ker mi v bistvu delujemo kot neko fiktivno podjetje, ki izdela prototip, ki bi ga potem kasneje prodajali. Se pravi, moraš narediti nek tak biznis plan, ne? Poslovni načrt za prodajo voznega avtomobila, dirkalnika. Sama tehnika je torej vendarle na prvem mestu. Dizajn mogoče se sliši, kot da ocenjuje lepoto, ampak ne gre za lepoto, temveč gre za inženirske rešitve uporabljene, ali je stvar funkcionira, se pravi dela, ali je uporabljena enostavna rešitev, kompleksna rešitev, se pravi bolj, ko je enostavno, pa boljši, ko je učink, pač več točk dobiš, a ne. Toda stroškovno pametne inženirske rešitve ne prinesejo zmage, če se odličnost tehnike ne dokaže na dirkališčih po svetu. To gre nekako za take zelo zaprte proge, kjer je povprečna hitrost cirka 50 do 55 km/h. Veliko je šikan, zato si vsaka ekipa nekako želi, da bi bil dirkalnik čim krajši, čim bolj ukreten. Ampak ti si že uspešen tudi na polju dirkaštva in prinašaš zagotovo veliko znanja v ekipo, ampak zanima me, kakšna je tvoja izkušnja pri Wurzu bila? Jaz sem bil iz strani Mednarodne avtomobilistične zveze, torej FIA, izbran med 10 najboljših oziroma najbolj talentiranih mladih za leto 2014, se pravi iz vsega sveta. Mi smo potem pri Aleksu Wurzu imeli, tak celosten trening, kaj pomeni biti dirkač, se pravi od psihične pripravljenosti, fizične pripravljenosti, pa ogromno seveda pač dinamike vožnje. Začeli smo čisto pri osnovah, slalom, pozicija za volanom in take stvari, pa do potem seveda naprednega dirkanja, dirkaške linije, drsenje in take stvari. Kje ste si postavili neko točko, ko boste rekli, ok, zdaj smo pa zadovoljni? V roku parih let, če bi mi prišli nekje med top 25 ekip, bi bili super zadovoljni, če posegamo še kam više, pa še toliko boljš. Predstavimo pa vam še eno osebo, ki je zaslužna za naš tehnološki paviljon. Arhitektko, ki je oblikovala halo, v kateri smo vas pospremili skozi sodobne avtomobilske tehnologije. Mi smo tehnološki paviljon umestili v stebrno dvorano, ki je dobila svoje ime po teh masivnih stebrih in zaradi tega že samo po sebi ima zelo močen karakter. Želela sem nekako, da se obiskovalci prosto gibljajo po paviljonu in spoznavajo različne sklope, ampak hkrati, da se sklopi med seboj ločeni. To smo želeli ustvariti, se pravi z primerno osvetlitvijo, z primernimi usmerjevalnimi označbami, prav tako pa tudi z uporabo različnih talnih oblog. Kaj je poceni in kaj drago, je nemogoče sklepati po obcestnih reklamah. Treba je poznati konkretno ponudbo, tisto, ki jo dobite šele v živi komunikaciji s trgovcem. Predvsem pa je treba vedeti, kaj za plačani denar dobimo v smislu opremljenosti in tehničnih specifikacij. To je stvar primerjalnih tabelic. Najbolj pa je bistveno, da racionalne tabelce temeljito preizkusimo in tako ocenimo kakovost vsega, kar piše v prospektih. Pri dačah imamo pogosto mešane občutke, zato je zelo pomembno, da natančno vemo, o kateri različici govorimo. Bogato opremljene dače imajo namreč lahko tako visoko ceno, da je bolj smiselno vzeti Renaulta, z odpovedovanjem pa lahko dobite za majhno vsoto neulovljivo prostoren avtomobil. Na cesti sicer lahko vidimo veliko šminkersko opremljenih Sanderov Stepway in Dusterjev,
Kar razumemo, da dače vendarle niso več zgolj racionalen nakup, vsekakor pa prav veliko čustev ne bo vloženih v nakup klasičnega Sandera. Ob njem je naša prva misel, da redko najdete malčka, ki bi v svoj prtljažnik pospravil 2 naša kovčka za reflektorje, brez kakršnega koli podiranja klopi. Ni bistven podatek v litrih, oblika je tista, ki navduši. Vseeno, kdo rabi prostor in bi rad plačal zelo malo, bo vzel Logana MCV, še najraje tistega na plin. Proti preizkušanemu Sanderu pa govori tudi dejstvo, da je v kabini vse zelo plastično ceneno in celo kovinsko, ergonomsko vprašljivo, skratka občutno premalo prijetno, da bi zmogli spregledati kar visoko ceno. Ta je sicer delno odvisna tudi od sicer dobrega bencinskega turbo trivaljnika in obupno zoprnega samodejnega menjalnika, ki ga raje čim prej pozabite, saj vas bo med vsako menjavo prestave nadležno guncal. Dacia namreč s tem uvaja tehnologijo klasičnega ročnega menjalnika z robotizirano enojno sklopko, torej tehnologijo, ki jo drugi vse bolj opuščajo, tudi Renault. V oddaji Avtomobilnost vas vsake toliko časa povabimo tudi na kakšno skupno druženje. Po zimski planici je čas za nekaj spomladanskega. Na tokratno avtomobilistično druženje še posebej vabimo dinamične očete in navihane mame, vse tiste, ki ste bolj družinsko usmerjeni in radi tudi malo bolj dinamično vozite. Zato se lahko že danes prijavite na MMC-ju rtvslo.si za vihek Avtomobilnost. Seveda spremljajte pa nas tudi na ostalih spletnih omrežjih YouTube, Facebook in Instagram in se kmalu vidimo.